Z nami v studiu pa je že zvezdnik nove slovenske igralske generacije, odlični Timon Šturbej. Timon, živijo. Zdravo. Dobro večer, živijo. Lansko leto si na filmskem festivalu Berlinale izbran bil med 10 najboljšimi mladimi igralci. Eno leto zdaj okoli, a se kaj pozna ta nagrada? Vse poznam, mogoče ne tako, kot si ljudje predstavljajo, da bi zdaj neprestano snemal filme zaradi tega v tujini, ampak dobiš pa za to neko prepoznavnost, pa tudi audicije. Kakšna vrata se odprejo, ne? Ja. Malo se odpira. Ja, no, super. Vse. Nagrado si dobil za vlogo v filmu Jezdeca, poznamo te pa tudi iz filma Posledice, kjer pa si igral malo drugačno vlogo. V filmu Jezdeca si igral bolj pozitivca, v filmu Posledice pa negativca. Kaj ti je ljubše igrati? Ja, imel sem to srečo, da sem lahko se preizkusil v tako različnih vlogah. Osebno mi je mogoče bolj zabavno igrati negativce, tudi gledam raj to. Aha, radi gledamo, kako se drugi vživljajo v neke negativne vloge. Ja, pa kaj pa je bolj plačan? Ja, jaz sem za oboje enako, no. Aha, tako da oboje se isto splača. V redu, v redu. Film je zdaj odzunil v kinu, ti si ta drugi jezdec, ne? Zanimivo pa je, govoriš v prleškem narečju, ne štajerskem, ne prekmurskem, ampak prleškem. A se je bilo težko navaditi? Kdo te je navadil? Ja, bilo se je precej težko navaditi. Imeli smo vaje lektorske, učil naj jo je tudi igralec Gašper Lovrec. Potem smo se pa še preizkusili v realnem okolju. Smo šli za 3 dni v malo nedeljo. In a so vas pogruntali? So nas pogruntali, ja. Čudno so nas gledali, sploh v cerkvi. So vas kaj popravili? So nas popravljali, ampak je tudi pri nas tako, da vsaka vas ima svoj glas. Ja, ne moreš kar tako priti, pa te noben ne opasne. Ne moreš tudi... Ja, pogruntali, da nisi lokalc, ne? Da nisi lokalc. Kaj pa recimo 3 besede, mogoče, ki so ti ostale v spominu, ki so ti bile najbolj zanimive? Ja, nimok. Nimok? Nimok, kar bi pomenilo idiot. Kak je nimok, sem daj bil? To, povitica, kar je potica. Potica? Potica je povitica. Povitica, ker se povije. Pa vuzen, kar je velika noč. Velika noč, ja. Vuzen, velika noč, ja. Jezdeca v filmu seveda jezdita na motorjih, tako da je neka analogija z ameriškim road movijem Easy Riders. A obstaja še kakšna druga vzporednica? Ja, zagotovo je ta analogija. Najdeva tudi kaseto Easy Rider v filmu. Potujeva z motorji po cesti. Hkrati pa tudi je mogoče ta podobnost, da gre za eno spiritualno potovanje proti svobodi. No, je pa soigralec zraven tvoj, v bistvu lahko rečemo najboljši prijatelj. A je dobro sodelovati v filmu s prijateljem, a je boljš, da mogoče se ne poznata toliko dobro? Gre za Petjo Laboviča, fenomenalnega igralca, ki je tudi v Portorožu dobil na festivalu slovenskega filma Vesno za najboljšo glavno vlogo. Seveda je čudovito, kadar ta odnos že obstaja, ker ga potem ni treba igrati. Je druga energija, ne? Tako. Se hitrej povežeš. Ja, zagotovo, ja. Težje bi bilo, če bi bila, se pravi, prijatelja pa bi mogla igrati sovražnega, ne? Ja, čeprav so tudi izjeme, ki potrjujejo pravilo, ne? Že ta Herzog-Kinski dvojec, ne? Tudi film sta posnem kasneje, dokumentarci šel My Best Friend. Ona dva se recimo nista mogla, sta se sovražila na smrt, ne? Ampak, če je pa profesionalen setting, ne, pa včasih to steče. Uspešen igralec je pa tudi tvoj oče, Brane Šturbej. V Sloveniji je kar nekaj igralcev, ki izhajajo iz teh igralskih družin, Domen Valič, Sebastian Cavazza. Kako to? A je to posledica, mislim, kako to, da si ti postal igralec? Je bila to posledica vzgoje, tega dejstva, da si bil okrog gledališča umetnosti, ali čisti slučaj? Ja, mislim, da je to stvar vzgoje oziroma tega hitrega stika z gledališčem ali pa umetnostjo, ki te potem očara, čeprav sem sam recimo dosti kasneje se odločil za to. Ampak recimo, če družina avtomehanikov, Ata ima delavnico, ima svoje stranke, sin pol prevzame vse te stranke in avtodelavnico. Kako je pri tebi, si prevzel mogoče kakšno vlogo od očeta? Ne še. Bom pa mislim, da kmalu igral v predstavi Janeza Pipana, Smoletovo Antigona, in bom igral enako vlogo, kot je tudi oče, nekoč vlogo Hajmana. Se že kaj pogovarjata z očetom, kako se je on lotil? Se ne pogovarjava, sem mu že omenil, ampak zaenkrat še ni treme. Ni treme, dober pol, pa ti želim, da čim boljš to speleš, pa da bo vsi zadovoljni, predvsem pa Ata, ne? Tako, predvsem pa Ata. Hvala za obisk v studiu. Gledalke in gledalci, vi pa pejte v kino gledati film Jezdeca. Hvala.
Naroči se.